Majna potovalna nevšečnost povzroči velik izpad na letališču. Globoko vdihni in se pogovori z menoj. Prav? Sem rekla živčni zlom? Mislim, da je prava beseda pravzaprav izpad. Ne razumem. Rachel. Poslušaj me. Torej, povej mi nekaj. Razkrivamo, kako je zaradi zamude le ta popotnica pristala s 7 kazenskimi obtožbami. To je Law and Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeth Milner. Mislim, da vsi vemo, kako stresni so lahko dnevi potovanj. In ta popotnica je svojo frustracijo stresla na uslužbence pri izhodu, računalnik Spirit Airlines in tudi na nekaj policistov. Je 30. avgust 2023. Smo v Orlandu na Floridi, na mednarodnem letališču Orlando. Po poročilu policijske uprave Orlando so se policisti odzvali na 8. izhod zaradi potnice, ki je povzročala nered. V poročilu o primeru piše, citiram: prvotni potnik, ki se je neprimerno vedel, je bil bel moški, ki si je slačil oblačila in grozil, da bo udaril uslužbence pri izhodu. Medtem ko je policistka Gribble bila pri 8. izhodu in poskušala pridobiti več informacij o incidentu, so jo obvestili o še eni neobvladljivi potnici, ki je motila postopek vkrcavanja in se neprimerno vedla. To ni bilo povezano s prvotnim klicem na intervencijo, vendar se je zgodilo na istem letu. Medtem ko je bil v prvotnem klicu vpleten moški potnik, je ženska potnica na koncu postala v središču pozornosti. Nocoj nima nobene poante, strašnejšim. To bo smešna knjiga. Ne vem, kam je šel ta gospod. Ona je tam, da mu ponovno nasprotuje. Ni naše nobene brez muhe. Torej 2. Ja. Draga, ravno tam, ja. Lom, ti je mar, javni del, varovano območje letališča. Prišli bomo v varovano območje letališča, če želiš. To je to. Lahko se pogovorimo z vami. Je končala? Nisi ne končala, ima kaj zapovedati? Oboje. V težavah sem. Mislim, ona gre. Vendar tukaj ne bomo ničesar dosegli. Niti tako daleč nisem prišla. Šla sem do pulta, da bi se z njim pogovorila o njem. In potem mi je rekel, da ji ne bo treba ničesar narediti. Rekel bi, da se ta tip dolgočasi, ne? Je v redu? Je v redu? Vidiš, da je desna roka tista? Nasprotna. Ali ti? Moral bi biti tukaj. Povedal so nam, da je on meni povedal. Jaz bi se z nekom pogovoril, preden karkoli narediš glede tega. Ne, se tako ni govorila. Očitno je se vkrcala. V redu. Policijska uprava je žensko v sivem pri blagajni identificirala kot 27-letno Rachel Avila. Po policijskem zapisniku je uslužbenka pri izhodu povedala policistom, da je Rachel prehitela vrsto do blagajne in ni želela čakati v vrsti za vkrcanje na letalo, ter zahtevala, da ji dovolijo vkrcanje pred ostalimi potniki. Uslužbenka pri izhodu naj bi izjavila, da je Rachel tolkla po pultu in da zaradi njenega domnevno motečega vedenja tisti dan ne bo smela leteti. Tako je bil njen let v Fort Lauderdale dejansko prestavljen na naslednji dan. Rachel! Ne izgubi tega. To sem plačala. Sporiš se z duhom, prav? Sam šalim se. Poslušaj, jaz, družina, družinski člani, nisem hotela nikogar ubiti. To je tako zabavno, tako sem navdušena. Ne vem, zakaj so ljudje zaradi mene tako nastrojeni. Pomisli malo, gremo v Kostariko, samo sprosti se, sprosti se. Gremo v Kostariko. Costa Rica. Ni bila prepričana, kaj se je zgodilo, zato je ne bo štela. Mali bi moral imeti 10 točk, fantje, zato zamuja. Kaj pa tista tesna ideja? Nijamo virusa. Se malo prepira z njim? Ne. Se dobita jutri. V redu. Najlepša hvala. Izvoli. Pridite sem, šef, po tej poti. Uvrščeni ste bili na seznam prepovedi letenja, zato nimate vozovnice in ne morete leteti s Spiritom. Zato pridite po tej poti. V redu, potem bom zapustil to letališče in bom letel z drugo letalsko družbo. Odlično. Hvala. Živa, dober dan.
On odhaja, rezervirana je, preknjižena je za jutri. Sporočili vam bomo. Ne morem ti verjeti, ne vem, o čem govorim. Ne vem, o čem govorim. Nisem mu ničesar rekla. Nisem živa. Kako ti ne veš? Hej, Kris, mislim, da je ta tip pravkar šel v bar. Je tam bar? To je bar tam, kaj ne? Ne vem. Je odšel? Mu ni dobro? Ne, dali so ga na seznam oseb s prepovedjo letenja. Torej bom čez nekaj časa preveril prosep. Pustimo to pri Žbanu. Težko ga je spregledati, ampak bomo videli. Jaz sem pa čala leč. Ne morem verjeti tebi. Gospa, ne hodite tja. Rachel, končali smo. Prav, ne boš izboljšala stvari. Mislim, da bi bili vsi nekoliko frustrirani, če bi morali večkrat prestavljati lete. Ampak zdi se, da si Rachel s tem prav nič ne pomaga. Še posebej, ko je začela svojo frustracijo stresati na osebje na izhodu za vkrcanje. V kateri uri je tvoj let jutri? Lahko preverim na mesto nje. Grem pogledat vkrcalno postajo. kako imaš lahko to službo, pa nimaš občutka za stranke, da bi znal ravnati z nekom, ki je frustriran? Res ne razumem, ne razumem. Ampak jaz tega res ne razumem. Torej, za božjo voljo, pelji me tja. Počakaj. Prekleto. Enega imam. Enega takoj pridržite. Padla sem. Uspelo ti bo. Prekleto, tako prekleto dober šov. Tako prekleto dober šov. Zdaj, veliko se je dogajalo. Poglejmo na to z drugega zornega kota. Rachel, poslušaj me. Tak, izvoli. Pomiri se. Si v redu? Si v redu. Pomiri se. Ne moreš tako udariti policista. We're gonna sit you up. Okay? Roll over inside. We're gonna sit you up. Prosim, pusti me, razumela sem. Legs out front. I need you to keep your legs out front. Rachel je bila čustveno povsem razrvana. En trenutek je jokala, naslednji trenutek pa je bila tako jezna, da je domnevno brcnila policista. Prav.
redu, pomiri se. Prekletstvo. Delala sem preklete. Tako je prišlo do tega. Ni kuhinja s tem imenom. V redu, zdaj želiš. Ne. Sam povedal bomo. Vstan tako, nočem, da še koga brcneš. Ostani tako. Zaradi tega si pravkar dobil še eno obtožbo. Ne briga me, moj sin. Poskrbi, da je to vkropljeno, snemaj. Poskrbi, da je še ena tam zboraj. Pogrešam vse ljudi v svoji družini. Pogrešam vse ljudi v svoji družini. Nehaj. Sprosti se. Nehaj. Sprosti se. Pusti me! Ne bom te spustil, greš v zapor. Nehaj, upirat se, nehaj. Nehaj se upirat, nehaj. Torej, pejt za mano, nehaj okoli mene, pust me, da sedem po konci in si ti. Ne. Ne bo spet poljubil nekoga. Nehaj. Ponujam ti. Razumeš? Ne, gospa, ste me že brcali? Vi ste boljši, gremo. Kam naj grem? Pored, zdaj bom pošla. Bojiš se? Ko si ti? Vstani tukaj spode, kam za vraga ne grem? Kam naj grem čisti dan? V redu. Pusti me pri miru. Ne. Prej, te bratri. Tako to deluje. Brate, pejt stran od mene, prisežem pri Bogu, da vas bom tožila. Pejt stran od mene. Nadaljuj, če hočeš. Premakni se. Nehaj. Ne, si napadalen, to bomo počeli, dokler ne dobimo kartice tukaj. Dobesedno sem vam povedala, ko je situacija. Vsi ste brezčutni, ker mama ne zna upravljati storitev za stranke, tako kot jih jaz v Miamiju. Sprav se z mene. Vse, kar počneš, je, da nosiš obleko in misliš, da si dober v tem. Medtem ko sem jaz tukaj na tleh in se trudim pobrati, ker mi je umrla družina. In to je za vas tako velika stvar. To je predstava za vse in prizadeli ste me. Mislite, da je to smešno? Sam se prizadeneš, jaz na te ne pritiskam. Kam naj grem z resnico? Se me zabavlja ljudi. Kam naj grem? Ne bom nikogar zajel. V redu. Pusti me pri miru, samo spravi me stran. Ne, tisla, ne brcaj me med nožje, grem. Hočeš, da te brcam, samo zato, da lahko rečeš, da sem te brcala. Pojdi stran od tukaj, škodi si. Brate, ne škodim si, moja kolena so na... Ti mi škodiš, ne, nisem na tebi. Dobesedno pritiskaš na mojo... Moje koleno je na tleh in moja noga je ob tvoji strani. Pritisnil bom na njo. Da ne boš, ker ste vi tukaj z mano. Nehaj. Nehaj! Vsi se smejite, ker vas bojo vrgal ven. Ne, spustite me! Ni mi mar, pravkar sem izgubila družinskega člana. Pustite me pri miru! Rajce iz kamere. Tako. Globoko vdihni. Globoko vdihni. Ustavi se. Rajan, lahko najdeš enega z rokami. Lahko najdeš stol z nasloni za roke. Lahko dobiš stol z nasloni za roke. V redu, dotaknili smo se. Zataknili smo se. V redu, policistka ste se zataknili. Kaj? Rachel. Rachel, spravite bomo na noge, te pospremili do tega stola in te posedali nanj. V redu, samo poneste moje stvari. Nihče ne bo nikogar brcal. Boš kropil te bom. V redu, lahko me paziš, če želiš. Samo prinesi moje stvari, samo obdrži moje stvari. Pripeljali te bomo sem na ta stol. Pošpricaj me, če želiš. Samo pomagaj mi začeti. Hej, glej, moje stvari so tam. Samo prinesi moje stvari. O tem govorim. Kot lahko vidite na posnetku telesne kamere, je okoli več potnikov, vključno z otroki. Po poročilu policije Orlanda so morali ustaviti ukrcavanje, ker se je Rachel borila in upirala policiji. Policistom je na koncu uspelo spraviti Rachel na noge. No, nekako. Tako, izvolite. Prav, usedite se. Ustavi se, ampak pusti ga. Ustavi se. Ustavi se. V redu, torej me spusti. Sede se padati ne more. Ni treba. Pasti. Sedi na stol, pojdi ven od tu. Pusti me. Nočemo. Ustavi se. Sedi. Vem, kje si. V redu, pusti me. V redu, boli me, nehaj. Nehaj.
Trenutno se obnašaš kot otrok. Pojdimo! Vi, fantje! To jemljete. Ravno zdaj. Nehaj. O moj bog. Počakaj do akademije, ampak zdaj zadaši. Tako je. Na tleh. Samo spustila si me. Veš, kaj mislim? Samo spustila si me. Ne moram biti se čuti svoje zapestje. Spusti me. Spusti me. Si v mojem zapestju. V redu, pusti me. Tu je vse zmedeno, brat. Moral bi spustiti. Ne držim tvojega zapestja. Poli me! V redu, potem spusti. Ne, pejdi na... Ne, v redu. Je varneza. Tebe, da vidiš svoj prst, kot jaz. She sneezed just now. Dovoli mi, da se namestim, brat. Pusti me! Če se močno držiš. V poročilu o primeru piše, citiram: Kasneje je bila pridobljena izjava priči iz Spirit Airlines, ki je razkrila, da je Avila poškodovala računalniški monitor na mizi, po kateri je udarjala z roko. Spirit Airlines niso želeli vložiti obtožb. Ne, tebi tip. Ni mi mar tip. Resno misliš. To so lisice, zaradi katerih te boli zapestje. Prav, zato te prosim, da me spustiš. Nahaž, Kam naj grem? Kam naj grem? Tam je bilo od 10:39 do 13:38. ustavi se, ostani na svojem mestu. Prosim, ostanite na svojem mestu. V redu, pravkar si poškodovala hrbet. Moraš se držati skupaj. Ne bom odnehala. Pej, Petez. Bum, kam si nameravala iti? Samo lase sem si hotela res lepo urediti. Oprosti. 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 Sedi konci. Sedi po konci, gremo v vratu. Sedi po konci. Ej, mate. Hola, hej, Nimam pojma, kaj je to. Potrebujem, da digneš noge. Dvigni noge na obraz. Firan. Dej še drugo nogo gor. Dej še drugo nogo gor. kam gremo? To je CBT tukaj, ne? To je FIA, zunaj je tam. Ta vrata zajca, ali slaba vrata? Katera? Rachel Avila je bila obtožena 3 obtožb: napada na uradno osebo, 3 obtožb nasilnega upiranja in 1 obtožbe kršitve javnega reda in miru. Kar ostanite. Naj se sklonimo. Tista guma je to dobila. Hej. Si pripravljen? Ej, nared hitrej. Vstan, no. Vstan. Stani. Nasloni se na blok. Pripravi noge. Si vzela telefon Ryanu? Je v torbi. Je v torbi, pojdi dom 2197. Ne. Ne, vam. Samo pojdi noter, Tom. Jaz se bom vrnila, brat. 1028 iz Georgije, Tango Echo Whisky 0899 je trenutno registriran na Briana Amarbarija. Prid sem, obrni se, najprej sedi. V redu. Samo bodi nežna. Zato vzemi 3 ljudi. Umakni se. Nasloni se nazaj. Umakni se, stopi nazaj. Stopi nazaj, stopi nazaj in vroče na sedežu.
Jaz se premaknem čisto vota. Napad, več napadov na policiste. Poskusila bom. Ne dej nog noter. Ne dej nog noter. Vidim prav tisti del stanovanja. Samo veter je. On je tukaj. On je tukaj. Po poročilu o primeru so ji poleg obtožb in prevoza v zapor izrekli tudi prepoved vstopa na mednarodno letališče v Orlandu. Spletni zapisi kažejo, da je septembra 2024 Rachel Levila podala izjavo brez priznanja krivde glede 3 obtožb napada na policista in bila obsojena na pogojni nadzor. Marca 2026 je njen odvetnik vložil predlog za predčasno končanje njenega pogojnega nadzora. Nato je sodnik okrožja Orange to zahtevo odobril 14. aprila 2026. Medtem ko spremljate to epizodo oddaje Inside the Crime, sem jaz, Elizabeth Miller, in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.